Dragi prijatelji, ponovno lepo pozdravljeni. Psalmist pravi: Tvoja beseda, Gospod, nam je kakor svetilka. Zato pojdimo pogumno naprej z današnjim evangelijem na 4. nedeljo med letom. Beremo zanimiv dogodek iz shodnice v Kafarnavmu, kjer so bili ljudje, danes bi rekli pri sveti maši, in med ljudmi je bil tudi človek z nečistim duhom. Začel je vpiti: Kaj imam s teboj, Jezus Nazarečan, si nas prišel pokončati? Jezus pa mu je zapovedal: Umolkni in pojdi iz njega. In piše: Nečisti duh ga je stresel, zavpil z močnim glasom in šel iz njega. Že pri verouku na začetku se učimo, da je Bog ustvaril vidni in nevidni svet. V nevidnem svetu so angeli. Angeli so bili vsi ustvarjeni dobri, vendar svobodno voljo, in nekateri so odpadli od Boga in začeli škodovati človeškemu rodu. Imenujemo jih hudobni duhovi. Včasih dobesedno čutimo njihovo bližino in se pokrižamo in pokropimo z blagoslovljeno vodo in molimo: Sveti angel, varuh moj. To je prva molitev, ki so nas jo naučile naše mame. Njihovo silno delovanje si ne moremo predstavljati drugače, kakor v vojnah. Auschwitz, Barbarin rov, Kočevski rog, vse take stvari so nastale lahko samo s pomočjo hudobnega duha. Sveti Avguštin pravi, da je hudobni duh kakor privezan pes. Nič ti ne more, če ne siliš k njemu. Če pa se mu približuješ in se z njim igraš, ti lahko naredi tebi in človeštvu veliko škodo. Danes vidimo, da je Jezus močnejši od hudobnega duha. Trdno zaupajmo v njegovo varstvo. Še enkrat poudarjam, vsak dan zmolimo sveti angel, se pokrižajmo večkrat, pa tudi marsikdaj pokropimo našo hišo z blagoslovljeno vodo. In ni se nam ničesar bati. Blagoslovljeno nedeljo in lep teden vam želim in lepo pozdravljam.